Prosim, profesor Vrščar. Hvala lepa. Jaz bi vas prav lepo pozdravila. Kot rečeno, pripravila sem vam nekaj izhodiščnih točk, ki jih boste lahko uporabili pri današnjem pisanju o današnjem srečanju. Zelo vesela sem tudi jaz, da ste se udeležili v tako visokem številu današnjega srečanja, kajti seveda vaša pomoč je, kot vemo, iz raziskav in pa iz osebnih izkušenj zelo dobrodošla pri osveščanju prebivalstva oziroma žensk o tej problematiki. V tednu boja proti raku materničnega vratu se seveda osredotočimo na te podatke. Rekla sem tudi iz praktičnega vidika, vemo, kako pomembna in ključna je vaša pomoč. Rada bi vas spomnila samo na zgodbo nesrečne Angležinje v lanskem letu, ki je umrla zaradi raka materničnega vratu. Na preglede uboga bolnica ni hodila in seveda je ravno medijsko pozornost, ki je zbudila pač njena smrt, bila tista, ki je doprinesla, da so poročali v Angliji, da se je povečala odzivnost žensk na ginekološke preglede in pa odvzem obrisov materničnega vratu za celih 25%. Dejstvo, da visokorizični humani virusi papiloma povzročajo predrakave spremembe in pa raka materničnega vratu, je vodilo k nekaterim izboljšavam na področju preprečevanja raka materničnega vratu. Na eni strani uvedba triažnega testa HPV za čim bolj učinkovito odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu in pa seveda na drugi strani pa cepljenje proti raku materničnega vratu. Vemo, da gre za cepljenje proti okužbam z HPV, visokorizičnimi, ki so najpogostejši. Vendar pa moramo se zavedati, da v Sloveniji smo ena od redkih držav v Evropi, ki v bistvu imamo najsodobnejši pristop k reševanju problemov povezanih z rakom materničnega vratu. Pri tem seveda pa se moramo zavedati, da samo vse te dejavnosti, ki jih omogoča država za preprečevanje raka materničnega vratu, niso seveda dovolj. Mi moramo osvestiti ženske, mi moramo osvestiti starše, da prihajajo ženske na ginekološke preglede, da se odzovejo na povabilo državnega programa Zora, da pridejo, ko se pojavijo začetno patološki brisi in pa seveda starši, da se odzovejo na priporočila o cepljenju svojih deklic v 6. razredu osnovne šole. Kajti šele takrat, ko bodo ženske in ko ravnajo res ozaveščeno na osnovi osveščenja, takrat dosežemo, se pravi, da pridejo na ginekološki pregled, da starši dajo cepiti svoje otroke, šele takrat mi dosežemo pravzaprav tisti cilj, ki smo si ga zastavili. Če si pogledamo nekaj podatkov za Slovenijo. Zelo pomembno se mi zdi, da veste, da imamo že več kot 60 let v Sloveniji register raka za Slovenijo, ki beleži med drugim tudi vse bolnice, ki zbolijo z rakom materničnega vratu. Kaj to omogoča? Omogoča preglednost, omogoča, ali se to število seveda povečuje, ali se znižuje. Glede tega smo ena redkih držav, ki seveda tak register za celo državo tudi ima. Na drugi strani, kot pomembna točka, je seveda leta 2003 uveden državni program Zora. V 5 letih ugotavljamo, da državni program zelo dobro deluje, zmanjšalo se je zbolevanje zaradi raka materničnega vratu za 38%. Po podatkih registra raka za Slovenijo, če navedem podatke za leto 2007, te podatke dobite tudi na internetni. Do 8 so na spletni strani. Ja, so te podatki na spletni strani Zora, vendar leta 2007 je zbolelo 153 žensk zaradi raka materničnega vratu. Podatki, ki pa jih nudi državni program Zora, kažejo na leto 2008 in do sedaj je zabeleženih samo 130 žensk z rakom materničnega vratu. To je tistih 38% manj od leta 2003, na kar sem opozorila prej. Leta 2007 je zaradi raka materničnega vratu umrlo 44 žensk. Če
prevedemo to v absolutno številke, je to vsaka 4. ženska. Vendar pa pri tem moramo vedeti, da so to ženske, ki se na povabilo Zora ne odzivajo, ki ne hodijo na ginekološke preglede. In sedaj se vprašamo, kje je tu Slovenija. Zelo me veseli, da je v bistvu delež žensk, ki v 5 letih se ne odzove na ginekološke preglede, teh je približno 20%, v Evropi pravzaprav med evropskimi državami izredno majhen, se pravi, naša država je med najuspešnejšimi glede pregledanosti v evropskem prostoru. Te ženske, ki seveda ne hodijo na preglede, zbolijo in pridejo na pregled šele, ko je bolezen v napredovalem stanju. Vedeti moramo, da predrakave spremembe in zgodnji rak ne povzročajo ginekoloških težav. Ko se težave pojavijo, te ženske pridejo na pregled, vendar pa žal je bolezen napredovala. Zdravljenje ni mogoče več operativno, možno je samo še obsevanje in seveda zaradi razširjenosti bolezni so to te ženske, ki zaradi raka materničnega vratu tudi umirajo. Istega leta podatki registra raka kažejo, da je zaradi hudih predrakavih sprememb ali CIN3 zbolelo v Sloveniji 1114 žensk, starih v povprečju 30 do 35 let. Ženske z rakom materničnega vratu so v povprečju stare 40 do 45 let. Zakaj poudarjam to številko? Zaradi tega, ker seveda ne gre še za invazivnega raka materničnega vratu, je pa seveda potrebna tudi operativna terapija, ki pa ni brez posledic. Namreč zdravljenje predrakavih sprememb glede na izsledke raziskav povzroča tudi lahko prezgodnji porod ali pa carski rez, kar seveda ni, kot rečeno, brez posledic. Če si pogledamo naslednje podatke, omenila sem triažni test HPV pri ženskah z začetno patološkimi brisi materničnega vratu. Ta triažni test je za vse te ženske v Sloveniji omogočen od oktobra leta 2010, kar seveda pomeni, da z tem testom mi lahko učinkoviteje odkrivamo predrakave spremembe materničnega vratu pri ženskah z začetno patološkimi brisi, kajti pri teh se hude predrakave spremembe lahko skrivajo tudi v 20%. Se pravi, če pri ženski naredimo triažni test HPV in dobimo pozitivni izvid, je za nas to opozorilo, da naredimo še dodatne diagnostične preiskave. Na drugi strani pa, če je HPV test negativen, vemo, da predrakavih sprememb ni in taka ženska lahko pride na redni ginekološki pregled. Ni nujno, da hodi pogosteje kot prej, s tem jo razbremenimo strahu in pa seveda dodatnih obveznosti. In še cepljenje, o katerem sem ga omenila tudi že prej. Gre za preprečevanje najpogostejših visokorizičnih HPV. Cepljenje za deklice v 6. razredu osnovne šole, se pravi stare 11 let, smo mi uvedli v jeseni leta 2009. Po enem letu beležimo naslednje podatke. Precepljenost deklic z vsemi 3 odmerki je 45%, se pravi približno 50%, kar nas uvršča v sredino med evropskimi državami. Nam podobne rezultate ima še Italija in pa Danska. Mi seveda s tem nismo zadovoljni, želimo si precepljenost 80% ali pa celo več. Je pa res, da moramo vedeti, da je to precepljenost po enem letu, da smo s cepljenjem dobro šele začeli in da gre za precepljenost z vsemi 3 odmerki cepiva. Slabše rezultate beležijo recimo v Franciji, Luksemburgu, na Norveškem, vendar pa 2 državi izmed 18, ki so že uvedle cepljenje proti HPV v Evropi, imajo boljše rezultate v Angliji in pa na Portugalskem. V Sloveniji je možno cepljenje z 2 cepivoma od 9. leta naprej.
Cepljenje v letu 2009 pri nas se je pričelo in poteka še z tako imenovanim 4-valentnim cepivom ali cepivom z imenom Silgard. V lanskem letu so bile indikacije za cepljenje s tem cepivom nekoliko razširjene, tako v Evropi kot tudi v Združenih državah Amerike. Gre za cepljenje ki ščiti proti najpogostejšima virusoma HPV-16 in 18, do določene mere tudi za nekaterimi drugimi najpogostejšimi. In z cepljenjem mi preprečujemo nastanek predrakavih sprememb in raka materničnega vratu, predrakavih sprememb zunanjega spolovila in pa nožnice ter genitalnih bradavic. V Ameriki so indikacije še razširjene za preprečevanje predrakavih sprememb raka zadnjika in pa za predrakave spremembe pri moških, in to je do 26. leta starosti. Ko sem že prej omenila precepljenost v Sloveniji, je pomembno to, da 45% velja povprečje za celo Slovenijo, da pa moramo vedeti, da so določena področja v Sloveniji, recimo na Štajerskem, Koroškem, kjer je ta precepljenost veliko višja. In seveda, da je recimo Ljubljanska regija področje z najnižjo 30% precepljenostjo. Seveda, mi moramo z osveščanjem doseči to, da bo precepljenost čim višja. Z vašo pomočjo, pa seveda tudi z učinkovitim osveščanjem po posameznih regijah. Inštitut za varovanje zdravja ima izdelan načrt, potekajo priprave in pa že izvajanje vseh teh ukrepov. Kajti, po mojem lastnem mnenju, je pomembno namreč naslednje. Znanje o HPV, o okužbah, o tem, kaj povzročajo, kaj z cepljenjem dejansko pridobimo, je majhno. Gre za novo cepljenje, gre za področje, ki do zdaj ni bilo znano. In seveda mi moramo stremeti k temu, da starše o tem čim bolj ozavestimo. Kajti ta generacija staršev, ki se bo sedaj odločala o cepljenju, teh podatkov praviloma ne ve. Se pravi, kontinuirno obveščanje in pa osveščanje o vseh teh problemih je nujno, če hočemo izboljšati precepljenost, kajti sicer se nam lahko zgodi, da naslednje leto ugotavljamo celo nižje precepljenost. Zaradi tega so seveda te podatki izredno pomembni. In za konec morda še, da ne bom predolga, mi moramo vedeti, da je sodoben način preprečevanja raka materničnega vratu so redni ginekološki pregledi, tako kot jih priporočajo naše smernice v Sloveniji, in pa seveda tudi cepljenje proti HPV. Mi moramo vedeti, da precepljenost mora biti čim višja, dokler tega ne dosežemo, in da z cepljenjem ne preprečimo nastanek vseh rakov materničnega vratu, do takrat zagotovo ostaja zlato pravilo redni ginekološki pregledi in odvzemi brisov materničnega vratu. Vse te podatke, kar sem jaz zdaj navedla, so na internetni strani Onkološkega inštituta, na internetni strani državnega programa ZORA, ki se mu je pridružil tudi program SLORA v letošnjem letu, kjer vi dobite lahko tudi podatke o drugih rakih, pa tudi o raku materničnega vratu, vse podatke, ki jih potrebujete o incidenci, prevalenci, preživetju, tudi za vsake posamezno regijo, kar seveda je, glede na to, da prihajate z različnih predelov Slovenije, izredno pomembno. Toliko bi jaz za uvod vam povedala, potem še več v nadaljevanju oziroma v vaših vprašanjih. Zdaj pa bi potem prosila profesor Žakljevo, da še ona me dopolni vse, kar sem jaz pozabila. Dober dan vse skupaj. Čeprav imam v javnem zdravstvenem sistemu kar nekaj zadolžitev, saj sem vodja službe epidemiologije in registra raka in tudi programa ZORA, sem danes tukaj kot predsednica ene najstarejših nevladnih organizacij, ki delujejo na področju prosvetljevanja oziroma ozaveščanja o raku,
Zveze slovenskih društev za boj proti raku, ki jo vodim od lanske jeseni. Seveda imam res veliko nalog, ampak zavedam se tudi tega, da je verjetno znanje, ki sem si ga pridobila v več kot 30 letih na področju preventive in raziskovanja razširjenosti raka, treba dejansko posredovati tudi preko civilne družbe, sej dejansko, kot ste slišali, je osveščenost ljudi o tem, kaj lahko pravzaprav naredijo, da si zmanjšajo ogroženost z določenimi boleznimi, pri nas z rakom, res nemogoče reševati samo na državni ravni, z državnimi programi, ampak je tukaj res pomembno, da prav to dejavnost podpirajo nevladne organizacije. Zveza slovenskih društev za boj proti raku si pač dolga leta prizadeva to znanje širiti tako skozi Evropski kodeks proti raku, ki je nastal v že presahlem programu Evropa proti raku leta 2003, vendar ste verjetno slišali, da je Slovenija kot nadaljevanje v času predsedovanja prednostne naloge na področju zdravstva, se pravi obvladovanja raka, letos prevzela koordinacijo novega programa Evropskega partnerstva proti raku, kjer na področju preventive zadevo koordinira Evropska liga proti raku, kjer sem pa tudi podpredsednica. Skratka, naloga te Evropske lige znotraj partnerstva pa bo prenovljen Evropski kodeks dejansko spet na novo posredovati vsem državam članicam in tukaj smo tudi mi že doslej v zvezi sledili in kot temo tedna boja proti raku, ki ga letos 40-tič praznujemo v prvem tednu marca, vedno prevzeli pač enega od nasvetov Evropskega kodeksa. Doslej smo nekako še nismo veliko govorili o pomenu nalezljivih bolezni v nastanku raka, zato smo se letos odločili, da bo geslo tudi cepljenje varuje pred nekaterimi raki. Vedeti moramo, da majhen delež raka, ne tako sicer zelo velik pri nas, bolj v nerazvitih državah povzročajo tudi nalezljive bolezni, med njimi recimo pri nas najbolj znan želodčni rak, pri katerem se v njegov nastanek vpleta okužba s Helicobacter pylori, vendar žal tukaj nimamo kakšnih preventivnih možnosti, no, cepljenje pa obstoji proti hepatitisu, ki lahko vodi tudi v jetrnega raka in v zadnjem času proti okužbi z virusi HPV, ki so pa dokazano povezani z zbolevanjem za rakom materničnega vratu. In ravno glede na to, da tudi vidimo, da kako je pomembno povezano osveščanje prebivalstva z stopnjo precepljenosti, recimo Angleži, ki so dosegli dejansko tisto ciljno vsaj 80% precepljenost deklic, so izjemno veliko denarja investirali v medijsko promocijo. Se veste, danes tudi mladi se ne poslužujejo samo raznih papirnih obvestil, pomembno je, da jih dosežemo preko spleta, preko Facebooka in tako naprej. In dejansko so raziskave pokazale, da je prav s tem osveščanjem bilo mogoče doseči tako visoko stopnjo precepljenosti. Zato, kot rečeno, smo se tudi letos kot zveza odločili, da bomo skušali v tem tednu nekoliko več prispevati k temu, da bodo starši tudi sprejemali to možnost, ki jim je dana, oziroma se bolj poučili o možnostih preprečevanja okužbe z virusi HPV. Načrtujemo pa tudi v jeseni vsakoletni seminar, ki ga pripravljamo za zdravstvene vzgojitelje, predvsem posvetiti temu, da bodo vsi čim bolj na tekočem za uspehi presejalnih programov, tako programa Zora kot tudi Dora in Svit, ker dejansko se kaže, da so to pravzaprav res pomembni programi, ki omogočajo našim ljudem, da bolezen čim prej odkrivajo in da se bo na ta račun tudi zmanjšala umrljivost za rakom.
Toliko za začetek, pa z veseljem še kakšno vprašanje. Pripravili smo naša zveza neko kratko izjavo za javnost. Če vas bo pa zanimalo še kaj več, tudi v zvezi z programom Dora, bo pa od danes naprej, Zora, ja, bo pa od danes naprej na spletni strani tudi izjava državnega programa Zora, kjer boste pač lahko tudi pogledali zadnje rezultate v slikah in pač nekaj teh najpomembnejših korakov, ki pač kažejo na to, da je program Zora res učinkovit. Letošnji ta teden, kako teče ta teden boja, ste rekli na začetku, zdaj? Lejte, takole, če dovolite, mogoče, ker sem malo bolj na tem področju nevladnih organizacij, dejstvo je, da imamo na svetovni in evropski ravni veliko število nevladnih organizacij, ki se želijo vključiti, ki se vključujejo na razne načine v ozaveščanje o problemu raka. In tako, če pogledamo skozi celo leto, dejansko različne organizacije predlagajo različne dneve in tedne, ki so namenjeni bodisi obvladovanju raka nasploh ali pa posameznim rakavim boleznim. Tako je nastala v Evropi tudi organizacija ECA, European Cervical Cancer Coalition, ki je prevzela ta zadnji teden v januarju kot teden preprečevanja raka materničnega vratu. ECA ima svojo spletno stran. Na tej spletni strani lahko posamezniki podpišajo tudi peticijo, predvsem si pa ta organizacija prizadeva za čim bolj enakomeren dostop do možnosti preprečevanja raka materničnega vratu povsod v Evropi in po svetu. Vedeti morate, da namreč Slovenija ima dovolj visok standard možnosti preprečevanja. Da pa če se ozremo že po Evropi, je stanje v nekaterih državah katastrofalno, tudi članicah Evropske zveze. Bolgarija, Romunija imajo praktično kompletno razsut zdravstveni sistem, pri njih ni nobenega presajanja. Dejansko zbolevnost za rakom materničnega vratu je izjemno pomemben javni zdravstveni problem, pri nas ne več tako velik, ravno zaradi vseh teh aktivnosti. Se pravi, zato ECA to počne na evropski ravni in Kala kot nevladna organizacija nekako opozarja v Sloveniji tudi na ta teden. Potem pridemo tako, kar imate vse tle napisano. Drug mesec boste slišali o svetovnem dnevu raka. To je dan, ki ga si je izbrala UICC, to je Svetovna zveza proti raku, ki povezuje po celem svetu nevladne organizacije in ima tudi posebno deklaracijo, ki jo zlasti promovira v tem mesecu, ki je bolj politična in predvsem spodbuja države, da organizirano pristopijo k celovitem boju proti raku na vseh ravneh. Kot najbrž veste, država Slovenija oziroma vlada je potrdila državni program obvladovanja raka lani aprila. Moram reči, da zaenkrat ni še kakšnih posebnih dodatnih korakov povzela na tem organiziranih, vemo pa, da se vse aktivnosti na vseh ravneh, tudi ki si jih je ta državni program zadal, odvijajo in recimo portal Slora je nastal tudi zato, da bo neke vrste mesto, kjer bomo lahko spremljali kazalnike obvladovanja raka in videli, ali se karkoli spreminja ali ne. Se pravi, na tem portalu zaenkrat, ki ga pač je postavil in ga vzdržuje naša služba epidemiologija in register raka, lahko najdete dejavnike tveganja raka in te kazalnike, kot so incidenca, umrljivost, prevalenca in preživetje. Bomo pa v okviru enega dodatnega projekta skušali standardizirati in dodati kazalnike z področja preventive, kot so razširjenost pitja alkoholnih pijač, kajenja in tako naprej. V marcu je teden boja proti raku, tradicionalen, ki ga organizira Zveza slovenskih društev za boj proti raku. Potem bomo v maju verjetno pristopili k Evropskemu tednu proti raku, ki bo rezultat evropskega partnerstva.
Potem imamo čez počitnice nekoliko oddiha, pa pridemo v modri september, ki je namenjen preprečevanju raka pri moških, pa roza oktober, ki ga vsi poznate in je namenjen preprečevanju raka dojk. V novembru pa pljučni rak, ki ima kot poseben dan 28. november dan za cigareto manj, kot si ga je tudi zadala neka od evropskih organizacij. Zdaj lahko razpravljamo o tem, ali tega preveč ali premalo. Jaz verjamem, da so mediji dostikrat zmedeni. Spomnim se, da me je enkrat pred leti še minister klical, kaj pa je zdaj to danes spet en dan, ki se pač nekje pojavi. Ampak verjetno pa po drugi strani ni slabo, da nekje konstantno v zavesti ohranjamo to, da je rak pravzaprav kronična bolezen, danes tudi dostikrat ozdravljiva in da jo pravzaprav je mogoče preprečiti in zavedati se moramo, da tudi če danes vsi dejavniki tveganja, kot jih poznamo, ostanejo na isti ravni, bo raka vedno hudo več, ker je to v glavnem bolezen starejših in veste, kakšna katastrofa nam sledi z večanjem deleža starejših in če tukaj ne bomo nekaj naredili, bo dejansko čez 20 let naš zdravstveni sistem odpovedal. In to je zato je pomembno, da opozarjamo na to nevarnost. Še kakšno vprašanje? Jaz bi samo to, gospa Pinidža, ki vas vprašala pred teh tednih in dnevih, ki ste jih naštevali, sem malo tako zgodila svetovni dan. Ja. Ne vem točno, kdaj. V februarju, pa zdaj ne vem točno, kjer dan je. Ampak je pa napisan na spletni strani UICC, UICC, to je Union Internationale contre raku. Ja, skratka, ja. Se pravim, je rahle zmeda, no, mislim, da je 28. februarja nekaj tasga. In to je dan svetovne deklaracije o raku. In ta deklaracija, mislim, da smo jo lani objavili v zborniku Zveze slovenskih društev za boj proti raku. V glavnem, se pravim, je politična. Ljudje morajo pritisniti na države, da jim zagotovijo preprečevanje, da jim zagotovijo organizirane presejalne programe. Če želite, imamo jo prevedeno v slovenščini, bomo jo verjetno dali tudi na spletno stran zveze zdaj v kratkem. Je pa tudi Evropski kodeks v bistvu neke vrste politična, ljudem že svetuje, da ne kadijo, ne omejujejo pitje alkoholnih pijač, se dovolj gibajo, jedo zelenjavo in sadje, se varujejo predvsem karcinogeni iz okolja, skrbijo za tiste znake, ki morda lahko pomenijo začetek rakave bolezni, predvsem pa ljudi opozarjajo, da se naj se udeležujejo organiziranih presejalnih programov za raka. In v času, ko je bil zadnjič prenovljen 2003, marsikje teh programov še ni bilo in je ravno ta nasvet bil zato, da ljudje morajo pač od držav zahtevati, da jim take programe ponudijo. In tudi leta 2003, ko je Svet Evropske zveze ta priporočila za evropske države sprejel, je dejansko bil to en izziv. Saj ne reči, mislim, problem je ravno v tem, da je organiziran program tisti, ki lahko dejansko, da vidi zaznavim ljudem, zagotovi kakovostno storitev. Mi vemo, da imamo že dolga leta, smo imeli presejanje za raka materničnega vratu, tudi za raka dojkne mamografije, se gre lahko na vsakem voglu, ampak važno je, da je to kakovosten program, ker obremenjevati zdrave ljudi z napačno pozitivnimi ali napačno negativnimi izvidi je hudo etično sporna zadeva in je drugače obravnavati zdrave v presejalnih programih, kot pa bolne, ki prihajajo na diagnostične preiskave. Jaz bi mogoče samo še nekaj povedala pri vseh dobrih stvarih, ki jih je naša država v zadnjem času na tem področju naredila, konkretno, kar se tiče raka materničnega vratu, ne smemo spustiti, da so lani uvedli tudi HPV testiranje za tiste ženske, ki imajo sumljiv pap test. Ker tega testiranja prej iz obveznega zavarovanja ni bilo, kritika, zdaj pa, kadar gre za sumljiv pap test, žensko pošljajo na testiranje za HPV in potem glede na ta izvid naprej. Se, če ima kdo v zvezi s tem kakšno vprašanje, mislim, da naši strokovnjaki ne boste vedeli odgovoriti tudi na to. Jaz mislim, da je treba to res poudariti, da je to izjemen dosežek, ker nimajo vse države v Evropi dejansko omogočenega testiranja HPV v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ampak je
plačljiv, tako kot je bil pri nas doslej. Mogoče je, če profesor Vrščaj malo bolj strokovnega vidika pojasni zadevo, mislim, da je to res en velik napredek, da smo to uspeli spraviti v zdravstveni sistem. No, jaz mislim, da sem ravno uvodoma te stvari poudarila, da gre za vse ženske, da je vsem ženskam z določeno diagnozo, začetno patološki bris omogočeno to v Sloveniji. To je tisto, kar je izredno pomembno in seveda ženske ni potrebno, da plačajo ta test tako, kot so ga prej. In tudi v sklopu vsega tega je bila tista moja zelo pretehtana beseda oziroma izjava, kako zelo sodimo med najsodobnejše evropske države, ki smo v bistvu ogromno in največ v zadnjem času naredili za te dejavnosti. In ravno zato pravim in zopet ponavljam, da samo imeti možnosti in jih ne izkoristiti, ne uporabiti, se mi zdi nedopustno. Zaradi pomanjkljivega znanja in zaradi premalo osveščenosti. Eno je osveščenost, drugo je pa ozaveščeno ravnanje, se pravi, kar pomeni, da jaz te podatke vem, ampak da tudi ozaveščeno ravnam, se pravi, da grem na ginekološki pregled, da grem na odzem triažnega testa HPV in da pošljem svojega otroka na cepljenje v 6. razredu osnovne šole, ko je vendarle cepljenje strani države brezplačno omogočeno vsem deklicam. To je tisto, kar je ključno. Če pa se mogoče še več nekoliko povem o triažnem testu HPV, to je v resnici novost. Mi smo v letošnjem letu pripravili tudi posodobljene smernice, kako ravnati pri teh ženskah. Mislim, da glede tega smo tudi med izredno redkimi državami, ki te smernice posodobljene imamo in ki seveda sploh imamo triažni test za vse ženske v Sloveniji za določeno patologijo. Ta triažni test namreč nam omogoča, da pri ženskah, pri katerih so začetno patološki brisi ugotovljeni, ne tako kot prej, ko so morale ženske vsake 6 mesecev hoditi na preglede in se je vedno znova jemal bris materničnega vratu, ki seveda je specifična metoda. HPV test pa nam objektivno pokaže, ali so visokorizični humani papiloma virusi prisotni ali ne. Se pravi, če dobimo pozitiven test, vemo, da je možnost, da predrakave spremembe so. Se pravi, mi naredimo takoj naslednji korak, pošljemo žensko na kolposkopijo, naredimo eventualno biopsijo in seveda ukrepamo naprej. To je ena možnost. Pri večini žensk z temi začetno patološkimi brisi bomo mi ugotovili, da je HPV test negativen. In s tem zanesljivo vemo, da predrakavih sprememb ni. Se pravi, mi rečemo, pridite na kontrolni pregled čez 3 leta, bomo takrat ponovili bris, takrat ukrepali in gledali naprej. Se pravi, s tem, ker je negativna napovedna vrednost testa HPV več kot 99%. Kaj to pomeni? Če je test HPV negativen, vemo, da predrakavih sprememb ni. Zato lahko varno priporočimo kontrolni pregled čez 3 leta, mi vemo, da se ženski ne bo zgodilo nič, s tem pa jo razbremenimo strahu, jo pomirimo, pri vas teh sprememb ni in je vse v redu in skratka jo razbremenimo tudi dan današnji, je na 6 mesecev hoditi na ginekološki pregled, lahko čisto pa vsem velika težava zaradi tega, ker si mora ženska vzeti dopust, ker mora priti in tako naprej. Tako da to je izredno pomembna novost, ki jo država omogoča in seveda smo nekoliko tudi naredili priporočilo v teh novih smernicah, da bi ta triažni test uporabili tudi po zdravljenju predrakavih sprememb materničnega vratu. Zakaj pa je to pomembno? Zaradi tega, ker vemo, da v približno 10% se po zdravljenju predrakavih sprememb lahko razvije invazivni rak materničnega vratu. Seveda, če ženska ne hodi na preglede in mi tega ne odkrijemo. In zato smo ta test priključili tudi pri tej skupini žensk, se pravi, če mi ugotovimo 2-krat, da je test HPV negativen, potem ravno tako ni potrebno tako pogosto spremljanje in kontroliranje žensk, kakor je bilo to možno do sedaj. Se pravi,
da nam ta test omogoča v resnici veliko boljše odkrivanje predrakavih sprememb na eni strani in na drugi strani neobremenjevanje žensk z pogostimi pregledi, v kolikor to ni potrebno oziroma je test HPV negativen. Je pa seveda tudi ta možnost, ne, da ženska, če bi jo zanimali, a je okužena ali ne, se pa lahko samo plačniško odloči, ne, za to testiranje. To seveda je res, lahko se odloči za testiranje, vendar v takem primeru mora sama plačati. Je pa tu seveda določena nevarnost. Zakaj? Zaradi tega, ker ginekologi pri izvidih, ki so negativni, ne priporočamo še odvzema testa HPV. Zakaj? Zato, ker vemo, da je okužba z humanimi papilomavirusi v večini primerov, 80 do 90% zgolj prehodna in da mine najpogosteje v enem letu ali dveh. Se pravi, če se ženska, in teh okužb je zelo veliko, če sedaj pogledamo z tega zornega kota, potem pride ženska na pregled, izvid brisa materničnega vratu je negativen, ker si prebere v testu HPV, da je tudi pomemben, se da testirati. Če gre tisti hip za okužbo z HPV, potem bo izvid pozitiven in ženska seveda bo vsa prestrašena, velikokrat se pojavi vprašanje, kaj pa sedaj. Ker gre seveda v večini primerov zgolj za prehodno okužbo, mi ne ukrepamo nič dodatno, ampak seveda ponovimo potem bris v intervalu, ki ga priporočamo. Ženska se pa z tem lahko zelo prestraši in misli, velikokrat misli, zdaj imam pa že raka in tako naprej. Se pravi, pozitiven test ob negativnem izvidu citološkega brisa ne pomeni še bolezen. In gre v večini primerov zgolj za prehodno okužbo, ki bo minila po 1 ali 2 letih. Zato je vedno poleg seveda te možnosti potrebno tudi dodati razlago z kliničnega vidika. Skratka, preveč dobrega tudi ni dobro. Jaz bi rekla upoštevati priporočila in navodila ginekologov, ki seveda tudi te smernice imajo, tudi najnovejše, in se ravnati po teh navodilih. Vedno pa je možnost, taka vprašanja so in tudi zelo je, se mi zdi hvalevredno, da je možnost postaviti in poslati vprašanje na državni program Zora, kjer v bistvu na ta klinična vprašanja jaz odgovorim izredno hitro, na vsa ostala vprašanja, ki so povezana z delovanjem oziroma z drugimi, z organizacijo samih pregledov in pa delovanja Zore, pa seveda odgovarja profesor Žakljeva in odgovorimo v najkrajšem času. Se pravi, to je tudi izredno pomembno, naj bi bilo tudi vaše sporočilo, da če so kakšna vprašanja, mi smo dolžni seveda v tej poplavi informacij tudi ustrezno in hitro odgovarjati na vprašanja ženske. To je pošteno, to je tisto, kar je profesor Žakljeva rekla, da dobro organiziran program mora imeti tudi to komponento. Mi ne smemo prestrašiti žensk, mi ne smemo prestrašiti ljudi in jim dati samo polovičnih informacij, ampak poštene, kratke in jasna navodila. Še kakšno vprašanje? Potem se vam pa zahvaljujem. Skratka, dobili boste po mailu tudi te poudarke, ki jih je profesor Vrščajeva pripravila za vas.